Deževno in hladno vreme je ohromilo promet po celotnem delu osrednje Španije. Na tisoče ljudi je ostalo ujetih v svojih avtomobilih na avtocesti. 3 avtoceste med Segovijo in Avilom so bile več kot 1 uro zaprte zaradi močnega sneženja. Ko se je sneženje malo pomirilo, so odprli promet v obeh smereh. Na drugi strani zemeljske poloble pa se borijo z neznosno vročino. V avstralskem mestu Sydney so se temperature dvignile nad 40 stopinj Celzija. V vzhodnem predmestju Penritha pa je živo srebro doseglo nekaj več kot 47 stopinj Celzija in je to po letu 1939 najbolj vroč dan, je sporočil urad za meteorologijo. Večina ljudi se je odšla hladit na plažo ali v bazene, ki so narejeni iz zabojnikov ter postavljeni v sydnejskem Hyde Parku. Izredno visoke temperature so povzročile izpad električne energije. Tako je prišlo do kaosa tudi v prometu, saj so prenehali delovati celo nekateri semaforji. Ponesrečenemu tankerju, ki je v soboto trčil v tovorno ladjo pred vzhodno obalo Kitajske in na katerem je potem izbruhnil velik požar, grozi eksplozija in potopitev, so danes opozorile kitajske oblasti. Po 36 urah od nesreče tudi ni nobenih novic glede 32 ljudi, ki jih še vedno pogrešajo. Iztekanje nafte pa bi lahko imelo hude posledice na okolje. V znanem obmorskem letovišču Acapulco v Mehiki je prišlo do oboroženega spopada pri predaji orožja med tolpami. Med spopadom je bilo ubitih 11 ljudi. V operaciji je bilo aretiranih 30 članov različnih tolp in tako nekako presekana ena izmed vej preprodaje orožja in mamil. 34 kitajskih parov se je poročilo v okviru mednarodnega ledenega festivala v mestu Harbin na severu Kitajske. V belo oblečene neveste in njihovi bodoči možje so si večno zvestobo obljubili na snegu, vetru in nizkih temperaturah. Dogodek so si ogledali številni radovedni turisti. Po uradnem delu pa so se vsi sveže poročeni pari ogreli s toplim čajem in seveda zaplesali prvi poročni ples.